Poslušate 4. epizodo Frankloskopa. Podcast, v katerem Peter Frankl, častnik finance, iz izkušenih sogovornikov izvleče še več. Kdo so ti ljudje v Srbiji, ki bi se zoperstavili aktualnemu predsedniku? To so ljudje, ki bodo ocenili, da obstoj Vučića kot predsednika, kot politika ogroža njihove ekonomske, politične in siceršnje interese. To so ljudje, ki svojo, moč politično, ekonomsko črpajo še iz časov Miloševićevega režima. Tisti, ki pravzaprav niti niso zelo javno poznani. To so ljudje, ki so v senci, to so ljudje, ki imajo nekateri med njimi zelo kriminalno preteklost. Vi pravzaprav predvidevate, da se v Bosni ne bo zgodilo nič kaj takega, da bodo zdajšnje razmere se perpetuirale, da se bodo nadaljevale. Ja, to se bo ta neka občutek konstantne krize se bo nadaljeval, ker Bosna je država, ki je pravzaprav v neki konstantni krizi. Črna Gora je tarča, kar poskusa, če ne rečem tako, sovražnega prevzema. Dogajajo se čudne stvari. Če gledamo, zadnji obisk, mislim, da je bil zunanji minister v Srbiji, črnogorski, kjer je visela samo srbska zastava. Z drugimi besedami, ali bo Črna Gora ostala kot samostojna suverena entiteta? Kaj bi pa lahko bila drugače? Ja, saj smo že imeli Zvezno republiko Jugoslavijo, če smo pozabili. Ali se bližamo koncu nemirov, spopadov, vojne v Ukrajini? Zdaj to je vprašanje za $1 milijon ali pa evrov. Jaz mislim, da bomo prišli neki točki do zmanjšanja intenzivnosti spopadov. Bo pa usoda Ukrajine odvisna, in to se je zdaj pokazalo, od širšega dogovora med predvsem Rusijo in pa Združenimi državami Amerike. To je zdaj že jasno. Zdaj to je na mizi. Spoštovane poslušalke in poslušalci, dobrodošli v 4. epizodi podcasta Frankloskop. Moje ime je Peter Frankl, sem direktor in urednik časnika Finance. Današnji gost je dr. Klemen Grošelj, obramboslovec, nekdanji evropski poslanec, strokovnjak za geopolitiko in po našem mnenju eden redkih ljudi, ki dobro razume Rusijo in Zahodni Balkan. Tega ima vsekakor zelo rad, če tudi ga je srbski predsednik Vučić označil za velikega sovražnika Srbije. Temu je sledil odhod dr. Grošlja iz visoke slovenske politike. Kaj dr. Grošelj meni danes? Je Balkan zdaj še nevarnejši soodsobodnika? Bo Vučić ostal navkljub protestom? In če da, kako dolgo? Bo v Bosni, bog ne daj, spet počilo? Kaj bi to pomenilo za slovenske naložbe, tako v Bosni kot tudi v Srbiji? Z dr. Grošljem sta spregovorila tudi v Rusiji, Ukrajini, Grenlandiji, predsedniku Trumpu in seveda tudi o slovenski politiki. Ali bo njegov dober znanec Vladimir Prebilič premagal Goloba? Bo dr. Grošelj postal novi slovenski zunanji minister? O vsem tem v naslednjih 50 minutah. Dobrodošli, dr. Grošelj. Lepo pozdravljeni, hvala za vabilo. Kako se danes počutite kot uradnik? Delujete na Uradu za intelektualno lastnino. Jaz se počutim povsem prijetno, vrnil sem se v kolektiv, mene so relativno dobro, ne moram reči relativno, kar dobro so me sprejeli, tako da sem se vrnil v to, hkrati pa delam še druge stvari, nekako, igram vlogo aktivnega državljana. Ali kaj pogrešate Evropski parlament? Odkrito povedano niti ne. Jaz sem še vedno v stiku z mnogimi kolegi, ki so še vedno v politiki, tudi s tistimi, ki niso v politiki, ker z nekaj ljudmi, ki so v komisiji, sicer ne bom rekel, da iz dela, ki ga pokriva naša komisarka, pa vendarle, ker mnogi me sprašujejo ravno na isto temo, za katere sem danes gost, Zahodni Balkan, odnosi z Rusijo, vprašanja Ukrajine in tudi druga vprašanja, ki so vezane recimo na varnost in podobne zadeve. Mimogrede, kako ocenjujete delo Marte Kos kot komisarke za širitev? Jaz bi rekel, da je začela dokaj nerodno. Ona, mislim, da je ključna dilema, katero še ni presegla, ta, da mora sprejeti dejstvo, da je političarka. Komisarji in komisarke so politiki, niso več tehnokrati. To ni več Delorjeva ali komisija Barossa, to so zdaj politiki. In tam teče politični proces. Von der Leyenova je že v prejšnji komisiji to pripeljala do popolnosti. In tukaj bi morala dajati določena politična sporočila, predvsem bi se morala distancirati od politike svojega predhodnika, to je Varhelja, ki je zagovarjal zelo ozka stališča, zelo pogojena z nacionalnimi madžarskimi interesi in pa z ideološkimi interesi, ki so vezani na Orbanovo politiko na Zahodnem Balkanu, in tega ni storila. Zelo neposrečen bo ta tweet, ki ga je sicer ona pravi, ne me soditi po 280 bez znakih, ampak veste, v politiki je tako, včasih je tudi smeško preveč.
To je tweet, govoriva o tem, kako je dala podporo Vučiću v tem svojem tweetu srbskemu predsedniku, oziroma da je bil dialog med njima konstruktiven in potem je bil takoj ogenj v strehi. Ja, seveda, v kontekstu političnem, ki se dogaja na Zahodnem Balkanu, predvsem v Srbiji, v luči študentskih protestov, in ko na drugi strani pogledamo, kaj je zagovarjal, kako zagret podpornik je bil v arheli Vučićevega režima, je seveda bila tukaj priložnost dvojna. Ona bi morala narediti pravzaprav dve stvari, se pravi distancirati se od dosedanje politike, ki jo je zagovarjal v arheli, in pa dati sporočilo liberalnega dela političnega pola v Evropski uniji, ker ona je vendarle liberalna predstavnica v tej komisiji. Ta komisija je sicer pretežno, bomo rekli, desno-sredinska in tukaj dejansko tudi po logiki srečanj bi morala dati liberalno sporočilo, ker potem prihodnji teden je prišel na tisti večeri, smo dobili sporočilo drugih dveh političnih skupin, se pravi socialistov, ki jih je zastopal predsednik sveta EU Košta in pa seveda same predsednice komisije, ki prihaja iz Ljudske stranke in je pač podala to stališče in ona dva sta se dejansko na nek način distancirala, naredila neko diskontinuiteto, medtem ko Marti to ni uspelo in zato tudi taka reakcija v javnosti. Ampak Marta Kos je dejala kot odziv na te odzive o tem tweetu, češ, s kom pa naj se z drugim pogovarjam kot z Vučićem. Ni problem, če se ona pogovarja z Vučićem, problem je v tem, kaj je bilo sporočilo. Sporočilo obeh dveh drugih predstavnikov je bilo zelo jasno. Se pravi, 3 pogoji so bili postavljeni Vučiću. V teh pogojih, v izjavah, ki jih je takrat dajala in v tweetu, ki ga je dala komisarka, ni bilo ne duha, ne sluha. 3 pogoji, ki so zelo pomembni. Prvi pogoj je vladavina prava, se pravi neodvisnost sodne oblasti v Srbiji, ki je ni, kljub ustavnim spremembam, in to je dolga zgodba iz prejšnjega mandata. Drug pogoj so bilo vprašanje svobode medijev in pa tretja, ki je najbolj neuralgična in zanimivo, prvič izpostavljena strani predsednice in predsednika sveta EU, in sicer je vprašanje volilne zakonodaje, še posebej je bilo izpostavljeno vprašanje volilnih imenikov. To pa je bila tista točka, okoli katerega sem tudi jaz imel pravzaprav in Evropski parlament so imeli takrat spor z srbskimi oblastmi decembra 2023. Torej, to so zelo pomembna sporočila in to je tu manjkalo pri njenih izjavah. No, začela sva kar tako in medias res takoj in vi ste bili opazovalec na srbskih predsedniških in tudi parlamentarnih volitvah, če se ne motim, bilo to leta 2023. To je bilo 22 in potem 23. Srbija je država, ki ima, mislim, da vsake 2 leti predčasne volitve. Dobro. In so vas okarakterizirali kot največjega sovražnika Srbije tedanja srbska, oziroma tudi zdajšnja srbska nomenklatura. In če rečeva po srbsko, bili ste okarakterizirani kot mrzitelj Srbije. Drži. To je bila v bistvu izjava predsednika Aleksandra Vučića ob nekem, ne vem kakšen dogodek je bil, verjetno na otvoritev, se pravi, te dogodki v srbskih medijih so praktično vsakodnevna praksa. Tam predsednik gre odpreti, vrtec in se potem prekine redni program, prekine se tudi tekma, recimo nogometna, in se potem on vključi v živo. Po takem dogodku sem bil jaz in se še 3 kolegi iz avstrijskega parlamenta, 2 iz Evropskega parlamenta označeni kot najgori mrzitelji Srbije, ker smo pač opozarjali na tisto, kar smo na teh volitvah videli in doživeli, in to je bil tudi del uradnega poročila, ne samo Evropskega parlamenta, ampak to je treba poudariti, uradne misije opazovalne, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, tako imenovan ODIHR, katere so pravzaprav srbske oblasti same povabile. In seveda jaz razumem, zakaj smo bili mi takšen trn v peti, zato ker smo bili mi 3, ki smo opazili največje nepravilnosti oziroma hude nepravilnosti, od lažnih vabil na volitve, kjer so potem se pojavili volilni glasovi, ki sploh ne bi smeli obstajati. In to so take hujše kršitve. Moram pa nekaj še poudariti, velika razlika je bila med volitvami 23 in 22. Jaz sem tukaj imel to prednost ali pa slabost, da znam govoriti lokalni jezik oziroma znam neko srbsko-hrvaško različico. In ko sem bil leta 22 opazovalec, so bile te volilne komisije zelo sproščene, radi so ljudje poklepetali z nami, medtem ko 23. se je pa čutil ta pritisk, kateremu so bile te komisije podvržene in so zelo neradi govorili z nami na splošno. Tako da to je bil res ta kontekst volitev, kjer se je jasno pokazalo in zato tudi potem ocena ta, da so bile sporne te volitve, in to je prvič ODIHR pravzaprav rekel,
da so bile sporne volitve. No, in tej označbi, da ste sovražnik Srbije, je sledilo tudi to, recimo, da špekulirava, ali pa tudi ne, da vas je potem vaš kolega tedajni, dr. Golob, vrgel čez ramo, ni vas uvrstil na evropske volitve kot prvega na listo, temveč 8. na listo, in da je bila to intervencija od Vučića preko Jankovića do samega predsednika vlade. To je pravzaprav tako zanimiv vpliv Vučića tudi v Sloveniji. Ja, jaz sem o tem že veliko povedal. Jaz zdaj do konkretnih dokazov, da bi rekel, tako imenovane kadeče pištole, nimam. Ampak kontekst, ki se je razvijal in zdaj tudi skozi čas, ko se dogodki vrstijo, je tukaj nek utemeljen dvom in sum, kaj se je pravzaprav takrat dogajalo. Tisto, kar je mene presenetilo, je bila ta radikalna sprememba, in ko nisem jaz nikoli pogojeval s prvim mestom na volilnem lističu Svobode. Jaz sem takrat se pogovarjal o dobrem in konkretnem mestu, skladno z mojim delom, ki je bilo še nekaj mesecev, oziroma, če sem zelo natančen, 2 meseca pred temi dogodki, ki so se zgodili v marcu, takrat leta 2024, ocenjeno kot zelo dobro, in potem se je ta ocena spremenila čez noč. Jaz sem to vzel, kot sem tudi javno takrat povedal, kot nezaupnico sebi in mojemu delu, in pač, če ti aktualnega poslanca postaviš na 8. mesto, pomeni, da je njegovo delo neprimerno, da ga ne ceniš in da je pač čas, da se umakneš. In jaz sem se takrat želel umakniti, ampak potem so se pojavile te špekulacije. In celoten kontekst dogajanja takrat je bil tak, da mi je dal, bom rekel, tam nek sum, neko domnevo, da so zadeve bile sprožene strani določenih vplivov. Če bi Slovenija imela 15 poslancev in če bi Svoboda imela 15 kandidatov, ali menite, da bi pristali na 15. mestu? Ne, pristal bi na 14. mestu, zato ker to je taka malce psihološka volilna igra. Prvi in zadnji kandidat pravzaprav imata relativno dobre šanse. Zadnji zato, ker ljudje vedno na lističu pogledajo tudi zadnjega. Če si pa 8., je pa tisto najbolj nehvaležno mesto, ali pa 14. pred zadnji, kjer tega zelo radi spregledajo. In to je ta simbolna politična, to sporočilo meni bilo tako dano. Spoštovani gospod Grošelj, pogovarjava se po dnevu, ko se je Amerika osvobodila. Predsednik Trump je objavil carine, Liberation Day je napočil. Kje je v tem kontekstu Zahodni Balkan? Zahodni Balkan je v tem kontekstu eni taki zelo nenavadni poziciji. Recimo države, članice Evropske unije, so dobile 20% stopnjo carinsko, medtem ko je Srbija dobila, če se ne motim, 36, Bosna 35, za Črno Goro pa Makedonijo nismo toliko pozorni, ampak dobile so bistveno večje carinske stopnje. Mar ni to zanimivo, ne? Govorili smo, torej dobršen del družine predsednika Trumpa investira v Srbijo, Srbi so se tega veselili, bomo dobro skozi prišli, potem pa jih oplazi s še večjo stopnjo carine, kot je oplazil recimo Evropo, ki mu je eden najhujših, recimo temu, sovražnikov. Ja, tukaj se dogaja en zanimiv fenomen. Prvo, kar moramo vedeti, je, da je aktualni državni sekretar ima zelo veliko vedenja v bivšem prostoru bivše Jugoslavije. Aktualni državni... Marco Rubio je bil... govorite o ameriškem... Tako. On je bil desk officer za Jugoslavijo. In to se je bilo razvidno iz njegove izjave, ko se je začelo dogajanje z Dodikom v Bosni, ko je dejal, samo še tega se nam je trebalo. On to kar pozna. In zdaj tisto, kar je bilo meni zanimivo, je, kdo so pravzaprav zdaj ljudje, ki se ukvarjajo z Zahodnim Balkanom in Srbijo. Očitno je, da je Vučić zelo računal na tasta oziroma na sinove Trumpove, Zeta, pardon. In očitno to ni bilo dovolj, ker zdaj Srbija sicer dobila naklonjenega veleposlanika, ampak ključni zaveznik je bil prejšnji ambasador v prvem mandatu, ta pa zdaj ni več na Zahodnem Balkanu, kar je presenečenje. Tu smo pričakovali, da bo on celo namestnik državnega sekretarja ameriškega za zunanjega ministra, pa se to ni zgodilo in zdaj se govori, da bo šel Gallagher v Združene narode, kar je popolnoma neka nova pot za njega, karierna, kot ne bi rekel. Tako da to je zanimivo. Jaz tukaj mislim, da si ameriška politika vendarle ne želi, da bi Zahodni Balkan postal destabiliziran del Evrope. Da si tega ne želi. Ampak če je dobil tako visoke carine, to nekako ne gre v prid tej tezi.
Jaz bi rekel, da je to bilo čisto matematično. Način, kako so izračunavali te stopne, je Srbijo pač postavil z tem nekim, očitno ima Srbija velik deficit do ZDA, v tej blagovni menjavi, Američani imajo velik deficit za Srbijo in enostavno pač Srbija to doletel po tej matematični formuli in tukaj se Trump očitno ni veliko oziral na to, so to prijatelji ali niso prijatelji, a ne. Tako da bomo videli, kaj bo temu sledilo. Naslednji meseci bodo o tem več povedali. No. Je pa dejstvo, da Vučić ni tako zelo močan. Mislim, da tudi, če se kdo spremlja te ruske telegram kanale, tudi Rusi niso ravno pretirano več navdušeni nad njim. Tako da ta kriza, ta upor, ki se mu dogaja, ga je tudi mednarodno dokaj močno načel. Je pa kljub temu uspel, oziroma ta podpis nekega obrambnega sporazuma oziroma neke izražene volje med Srbijo in Madžarsko je veliko pove. Mislim, to lepo kaže na to, kaj se dogaja. Torej, NATO je v krizi, Evropska unija je v krizi, Orban pa Vučić pa naredita nekakšno, izrazita skupno voljo po obrambi. Pa se to ni presenečenje. Kdor je spremljal delovanje prejšnjega komisarja Varhelija, kako so se tukaj evropska sredstva zlivala v srbsko infrastrukturo, kdo se to gradi, kdo so podjetja v ozadju in če te povezave malce povežemo, je relativno hitro jasno, da to ni presenečenje, je pa to odgovor na nek drug sporazum, ki so ga podpisale Kosovo, Albanija in pa Hrvaška. Torej tudi nastajajo neke, ampak to niso obrambne zveze, to so pač sporazumi zelo na načelni ravni, seveda imajo pa določeno politično sporočilo, ki lahko v neki perspektivi bi preraslo, ampak treba je vedeti, da Orbana in Vučića druži še ena zadeva, oba imata notranjo politično situacijo dokaj nemirno. Tudi v Budimpešti potekajo protesti, zelo obsežni in siloviti. Tudi javnomnenjske raziskave kažejo, da naslednjih volitev Fidesz ne bo dobil, in to pomeni, da bo zmagala stranka tega evropskega poslanca Madžara, ker glede na to, kakšen sistem imajo, tisti, ki zmaga, dobi pravzaprav skoraj absolutno večino v madžarskem parlamentarnem sistemu, je ta vladavina Orbana se počasi očitno izteka in tudi Vučić ima notranje izzive. Torej, tudi v tem pogledu treba to pogledati, kdo in kako se pogovarja. O Vučiću obstajata dve tezi. Morda, da se njegova vloga krepi ali da se njegova vloga manjša, oziroma da postaje bolj nestabilen zaradi študentskih protestov. Kam bi se nagnili vi? Ali je Evropa še vedno podpira tako imenovano stabilokracijo? Vučić je garant nekih ne tako zelo nestabilnih razmer na Balkanu. Zdaj, zelo težko, pa zelo nerad bi odgovoril, da ne, zdaj črno-belo. Zdaj, razmere so bistveno bolj kompleksne. Dogajajo se te protesti, ki so zelo destabilizirali sistem, oziroma vladavino režim Aleksandra Vučića. Vprašanje za Vučića je, notranje politično ključno je to, in to je v srbski politični tradiciji, njega ne bodo zrušili študentski protesti, njega bodo zrušili njegovi ljudje. Ampak govorite, da ga bodo zrušili. Zato, ali je to pogojnik ali je to videnje prihodnosti? Jaz bi rekel, da se to zna zgoditi relativno hitro. Zdaj, relativno hitro, pa ni nujno jutri. Zakaj? Zato, ker odvisno bo to od tega, kaj se bo dogajalo na tej mednarodni ravni. Zdaj, ključen dejavnik pri tem ne bo Bruselj, ampak bo Berlin. Prihajajoči kancler Merz je že večkrat zelo jasno in jaz bom rekel pogumno dejal, da je čas, ko so določeni majhni diktatorji ali pa wannabe diktatorji rušili to evropsko enotnost in bili za to nekaznovani minil. In zdaj on je tukaj eksplicitno izpostavil Orbana. Jaz mislim, da se bo to tudi poznalo v odnosu do Vučića in tudi te tri zahteve, ki jih je postavila von der Leyenova, jaz že postavljam v ta kontekst tega, kar Merz želi doseči. Zdaj, Evropska unija je soočena z neko eksistenčno krizo. Mi imamo zdaj poleg varnostne in obrambne krize, ki se kaže v tem, da smo izključeni iz pogajanj o Ukrajini, o prihodnosti Ukrajine, ki so pravzaprav pogajanja o prihodnji svetovni ureditvi. To ni naključje, da Rusija ni na seznamu carin,
kaznovani, oziroma držav, ki bi naj bile. Sicer, kako ćemo govoriti o carinah, če je pod takšnimi sankcijami? Tam je kar nekaj trgovine še vedno med Rusijo in Združenimi državami. Vsekakor več kot mnogih tistih 189 državah je veliko držav, ki ima bistveno manj trgovine, Združene države Amerike pa so predmet carin, medtem ko Rusija ni. Tako da tukaj je neko sporočilo za Trumpove administracije. In tukaj bo, se pravi, to imamo in zdaj imamo tudi ta carinski moment, torej Evropska unija se bo poskušala notranje konsolidirati na tej četverici, eni pravi razširjeni Weimarski trikotnik, se pravi London, Pariz, Berlin in Varšava, in tukaj se bo zgodila neka konsolidacija tudi znotraj evropskega prostora in jaz sem prepričan, da te 3 zahteve je von der Leyenova že delala v kontekstu prihajajoče nove nemške vlade in tistih politike, ki prihajajo na tem področju. Torej, če vas prav razumem, je Trumpova brca v evropsko zadnjico spodbudila večjo povezanost, počasno povezovanje Evrope. Ali temu res verjamete? Ali Evropa res lahko doživi ta blagodejni učinek, da se bo povezovala zaradi Trumpa? Ja, vprašanje, ki se tukaj seveda postavi, je, ali se bo vsa sedanja Evropska unija in vsa Evropa povezala. Vprašanje, kdo vse se bo povezoval, pa kako se bo povezoval. Tisto, kar je že nekako razvidno, je, da se razmišlja o tako imenovani obrambni platformi, ki bo obsegala države, ki niso članice Evropske unije, torej Združeno kraljestvo in Norveška bosta gotovo zraven. Zdaj pa ali bo to, tudi recimo zanimiv podatek, tudi Norveška vedno bolj razmišlja o nekem približevanju na tisto, kar je bilo nekoč tabu. Norveška nikoli ni želela biti članica Evropske unije, se zdaj vedno bolj pogovarjamo o tem, ampak sej rešitev te obrambne, jaz bom rekel, platforme bo izven EU ravno zaradi Orbana in pa zaradi tega, ker institucionalni okvir Evropske unije je tako kompleksen, da praktično v tem trenutku mi nismo sposobni oblikovati neke alternative NATO znotraj EU. Smo pa lahko izven tega okvira in jaz se bojim, da bo, če bo ta zaenkrat kaže, da bo ta razširjena Antanta, kot jaz rečem, ki je zgodovinski dogodek, ker mi, če gledamo zgodovino, je bilo vedno razkol nekje na liniji med Francijo in Nemčijo, vedno smo imeli malo Antanto, pa centralne sile, pa sile osi, pa potem zaveznike. No, zdaj tukaj imamo to, bom rekel, neko os, ki seka to tradicionalno zgodovinsko razmejitev v Evropi in to je mogoče en tako znak, nek znak upanja. Seveda temu se bo začelo potem zaradi tega carinskega pritiska in vsega, kar se dogaja, investicij, ki jih Nemčija predvideva, infrastrukturo, v obrambo, kjer jaz to vidim kot neko širšo vlaganje, nek amortizer ali pa nek način, kako bo Nemčija svojo industrijo revitalizirala. Neka proticiklična politika. Tako, jaz bi rekel, so to nekako legalizirane državne subvencije. Jaz mislim, da bo šlo to ogromno v industrijo, ki ne bo nujno vezana samo na obrambo. In mislim, da je to nemški cilj. Tudi sklepam iz tega, kdo napada, zdaj to se mi zdi, da je da to prihaja. In tudi ne smemo pozabiti, Nemci so zato spremenili ustavo. To je ustavna sprememba, 2/3 večina je o tem odločala in to odhajajočega parlamenta. Torej je neko zavedanje o resnosti razmer. Tako da ta bo zdaj preoblikovala Evropo in zdaj zelo pomembno bo v tem, kako se bodo države članice Evropske unije in ne članice pozicionirale v te, kako se bodo oblikovale nove dobavne verige. Vse to se bo zdaj začelo spreminjati. In tukaj bo pomembno in tukaj bo tudi vzvod, s katerim bodo lahko pritiskali na režime, kot je recimo Vučićev ali pa celoten Zahodni Balkan. Torej govoriva o Vučiću, pa seveda tudi o Orbanu in recimo slovaškem recimo temu režimu. Tako. Ali vi predvidevate, da Vučić čez 2 leti recimo ne bo več srbski predsednik? Če bo želel ohraniti privid nekega recimo kvazi demokratičnega ali izvoljenega politika, potem ne bo obstal. Če se bo pa odločil za popolno diktaturo, odkrito diktaturo, bi pa znal še biti, ampak to bo potem čisto neka druga Srbija v bistveno slabšem položaju in vprašanje, kaj se bo potem tam zgodilo. Kdo so ti ljudje, rekli ste, da Vučića bi ogrozili, celo odstavili njegovi, ne pa študentje. Kdo so ti ljudje v Srbiji, ki bi se zoperstavili aktualnemu predsedniku? To so ljudje, ki
bodo ocenili, da obstoj Vučića kot predsednika, kot politika ogroža njihove ekonomske, politične in siceršnje interese. To so ljudje, ki svojo, bom rekel, moč politično, ekonomsko, tudi družbeno, če tako rečem, črpajo še iz časov Miloševićevega režima. Mi moramo se zavedati, da v bistvu Srbija in pa celotno, pravzaprav vse države, regije so pravzaprav na nek način postkonfliktne družbe. In tega Evropska unija nikoli ni dobro razumela. Postkonfliktne družbe pa zaznamuje to, da se tiste elite, ki so v času sankcij, recimo v Srbiji, v času vojne trgovale, švercale, bogatele, so seveda poskrbele, da so v tistem času tranzicije ohranile svojo, da so na nek način legalizirale svojo bogatstvo. Torej, vaša teza je, da bi bili srbski oligarhi tisti, ki bi lahko pripomogli k padcu Vučića. Tako, to so tisti, ki pravzaprav niti niso zelo javno poznani. To so ljudje, ki so v senci, to so ljudje, ki imajo nekateri med njimi zelo kriminalno preteklost, nekateri imajo preteklost bivših članov, pripadnikov bivših obveščevalnih služb, sploh službe državne varnosti, ki je praktično vodila vojno v Bosni, tega ne smemo pozabiti. To je bilo tudi v končni fazi na Haaškem sodišču potrjeno. Torej, to so te ljudje, ki dejansko si želeli in so vedno rabili na oblasti nekoga, ki je ohranjal to. In edini, ki je to ogrožal, je pokojen. To je bil Zoran Đinđić. Ja, ampak on je že dolgo časa pokojen. Ja, ampak takrat je bilo ključen moment v srbski zgodovini. Takrat je se pravzaprav odločalo, po kateri poti bo Srbija šla. Sicer se je to lomilo v javnosti na vprašanju Kosova. Đinđić je zagovarjal tako imenovani nemški model, kjer se pravi vzajemna mirna kohabitacija, kjer imamo, kar smo imeli vzhodno pa zahodno Nemčijo, tukaj bi imeli Kosovo pa Srbijo, ki bi ena druga ne ovirala se in bi Srbija krenila že takrat po poti integracije. In tukaj bi rad samo pozoril, da ta serija Sabla ima nekatere aktualno dnevne politične elemente, tako da ne ljudje to s previdnostjo spremljajo in gledajo. Razumem. Zdaj, Srbija seveda ima tudi nek vpliv v Bosni in Hercegovini. In Črni Gori. Ampak zdaj pa se koncentrirati ta hip predvsem na Bosno in Hercegovino. Torej, tukaj je videti, da imamo ogromen problem. Dodik, Republika Srpska, gre čez mejo, če tudi proti njemu razpisana tiralica, je v Izraelu, potem se kar na lepem pojavi pri predsedniku Putinu v Moskvi. Na nek način je videti, kot da Bosna razpada, po drugi strani je pa videti, da Bosanca, pravzaprav Dodik, tudi Srpske republike, ne zanima toliko in da nima podpore. Kako si lahko razlagamo stanje tam? Ja, Bosna je gotovo ključna država za Zahodnem Balkanu, za mir in stabilnost. In temu primerno je tudi EUFOR reagiral. Mi smo malce sprejeli v slovenski javnosti, pravzaprav je EUFOR povečal svojo vojaško prisotnost v Bosni že pred sodbo. Torej, tukaj so te sile presenetljivo hitro reagirale in se razmestile predvsem v okolici Brčka. Brčko je tista nevralgična točka, kjer imamo ta Brčko distrikt, ki je razdeljen na 3 dele, zato ker Brčko je ključna komunikacija med Republiko Srpsko in pa to vzhodno Bosno, se pravi Bijeljino in potem naprej preko Drine do Srbije. To je znana proga Brčko-Banović, še iz jugoslovanskih časov. No in tukaj je EUFOR pokazal neko odločenost, da bo preprečil neke nasilne incidente. Tisto, kar je zanimivo pri celotni zadevi, da tudi v Republiki Srpski nekega hudega razburjenja ta obsodba ni povzročila. Se pravi, tudi v Republiki Srpski moramo vedeti, obstaja dost močen razkol. Zdaj ne v odnosu, mi moramo razumeti, ta odnosu do drugih narodov, se pravi do Bošnjakov in Hrvatov, je seveda še vedno isti, kot je bil pred to obsodbo, ampak Dodik nima te aureole nekega nespornega srbskega voditelja. Tu le imajo ono neko notranjo opozicijo, ki ni navdušena nad njegovim delom in njegovim delovanjem in jim bi tudi po nek način pasalo, da odide. Torej, Dodik ni mučenec. On ne bo mučenik srbskega naroda in tudi te poskusi nekaj organiziranja ljudstva, dogajanja ljudstva ni uspelo. Tukaj se mu je to jasno pokazalo.
tudi ta prijateljstvo med Vučićem in Dodikom ni brezpogojno, tukaj je bilo marsikaj že prej v preteklosti med njima, bila sta pa rivala, pa tekmeca, pa neka priložnostna zaveznika, torej te relacije niso čisto črno-bele in tudi Vučić v tem trenutku mislim, da mu ni v interesu, da se Bosna destabilizira, pravzaprav nikomur ni v interesu, ker Vučić je trenutno, bi jaz rekel, bolj fokusiran na dogajanje v Črni Gori. Torej, vi pravzaprav predvidevate, da se v Bosni ne bo zgodilo nič kaj takega, da bodo zdajšnje razmere se perpetuirale, da se bodo nadaljevale. Ja, to se bo, pač ta neka občutek konstantne krize se bo nadaljeval, ker Bosna je država, ki je pravzaprav v neki konstantni krizi. Videli bomo, kakšna bo ta Dodikova usoda. Jaz še zmeraj ne izključujem možnosti, da bo on odšel nekam v tujino. Tako da, recimo, da se bo pridružil makedonskemu predsedniku. Recimo Grujevskemu v Budimpešti, to je možno en tak scenarij. Veste, tukaj je tudi ta element, da ta razlika v življenjskem standardu v Bosni med Republiko Srpsko in federacijo se že čuti. Veste, pokojnine v Republiki Srpski so nižje od federacije, plače so nižje, investicije so slabše kot v tem federativnem delu. In tisto, kar je zanimivo, meni je bilo zanimivo v tem kontekstu, molk hrvaškega dela Bosne, Čovića, ki je v preteklosti koketiral z nekim zavezništvom za Srbi, za Dodikom in je v tem trenutku pravzaprav tih, oziroma edina izjava, ki je bila samo ta, da pač se bo Dodik vrnil. In to je bilo tako rečeno, kot kaj dramatičnega se pa ne bo zgodilo. Pa se bo vrnil. On se je vrnil, po nekih podatkih in jaz mislim, da vrnil. Zdaj vrnil, v kakšnem smislu bomo pa videli. Ga bodo aretirali? To si ne upam trditi, da ga bodo aretirali. So nameni, da se ga. Ne vem pa, če bo EUFOR to dovolil, že zaradi tega, ker ne vem, če so razmere toliko pod kontrolo, da bi EUFOR to dovolil. Je pa to bil načrt svoj čas. Jaz vem za ta načrt. Meni je bil predstavljena ideja, da se Dodika na nekem trenutku aretira in da potem EUFOR zagotovi stabilnost Bosne in da ne pride do nekih ekscesnih situacij. Jaz bi rekel tako, če bodo imeli zamenjavo, ki bo lahko prevzela celotno dogajanje na Republiki Srpski, potem se ta aretacija bo zgodila, bolj verjetno pa je, da bo on pred to aretacijo zapustil samo Republiko Srpsko. Poslušate Frankloskop. Vabimo vas, da se naročite na naš kanal, tako ne boste zamudili prihodnjih epizod. Dr. Grošelj, vi ste se ukvarjali, ste poznavalci tudi gospodarskih razmer. Nekaj časa ste bili v kar nekaj nadzornih svetov v svetih v Sloveniji. Slovenska podjetja imajo kar nekaj naložb, tako v Bosni kot tudi v Srbiji. Kako ocenjujete te naložbe v okviru teh političnih razmer, ki se danes dogajajo v obeh državah? Jaz bi rekel, da niso ogrožene. Zaradi teh, jaz tukaj ne vidim neke ogroženosti. Jaz tudi ne verjamem v to, da bomo videli neko vse splošno vojno na Zahodnem Balkanu. Ta, po moji oceni, v tem trenutku ni verjetna. Jaz mislim, da lahko se bojo dogajali določeni incidenti, bomo videli tudi kakšne bolj ostre incidente mogoče, ampak te investicije jaz mislim, da niso ogrožene. Tisto, kar bo po moje večji izziv, je, kako se bo ta naša investicija začela vključevati v to prestrukturiranje dobavnih verig, ki se nam bo zgodil zaradi carin, zaradi dogajanja v Evropski uniji. To bo po moje večji izziv. Zelo neugodno bi pa lahko bilo recimo scenarij, za katere se res odkrito dvomim, se pa lahko zgodi, recimo, da bi se Vučić odločil za neko res diktaturo, potem bi pa sledile sankcije. In sicer sankcije bi bile ne samo v tem smislu, ne govorimo o tem, da bi zdaj bila Srbija ekonomskih sankcijah tako neposrednih, ampak to bi bile take sankcije, kot so recimo doletele Republiko Srpsko, prej smo govorili o Republiki Srpski, še vedno je blokiranih 600 milijonov evrov za infrastrukturne projekte in to je en od vzvodov, kjer lahko Evropska unija zelo, zelo vpliva. Govorite o sankcijah od strani Evropske unije. Tako, tam se bi komisija zadržala 600 milijonov. In ta sredstva recimo v Republiki Srpski pomenijo ogromno. Veste, to je ogromno vlaganje v infrastrukturo, v avtoceste, v železnico, v energetiko in to je ena zadeva, ki bi se verjetno z Dodikovim odhodom sprostila. Torej tudi to že na mizi. Mogoče malce postisnjeno na stran, ampak je pomembno. Drugo je pa seveda če bi se ta diktatura zgodila, potem bi Evropska unija
ukrepala, ker to bi bilo potem pravzaprav odhod Srbije iz tega približevalnega, iz procesa približevanja Evropske unije, ki ni tako nepomemben. Veste, ni samo to, v Sloveniji se zelo nekako zaničuje ta finančni prispevek Evropske unije. Ne? Ni samo tisto, kar da EU kot EU, tukaj so potem denar, ki prihaja iz evropskih razvojnih bank, Evropske investicijske banke, to niso tako zanemarljiva sredstva, predvsem se pa treba zavedati, da ogromno projektov, ki se izvajajo v Srbiji, temeljijo na tem finančnih konstrukcijah, kjer je najprej zagotovljen evropski delež in potem se na tega priklopijo drugi. In če to umanjka, teh investicij ne bo več. Mimo grede pa se dogaja približevanje Srbije Evropski uniji. Ali je to mit, ali je to nekaj, o čemer se govori, pa vsi vemo, da ga v bistvu ni. Ja, zdaj bom povedal eno bolečo resnico morda. Srbska zakonodaja po nekaterih ocenah, sicer komisarka rekla, da 56% je harmonizirana z ki komuniter, se pravi evropskim pravnim redom. Jaz mislim, da je to celo višji ta odstotek. Problem, ki ga imamo v Srbiji, je to, da se pravi, oni zakonodajo sprejmejo, zaprejo poglavje, potem pa sledi implementacija, kot rečejo v Bruslju. In te implementaciji se pa dogajajo zelo čudne stvari, od agencije recimo za varstvo konkurence, ki potem preiskuje predvsem politično, preiskuje podjetja, ki so blizu opoziciji, ali pa medije, ki so blizu opozicije. Potem imamo recimo nek organ, kot je AKOS v Sloveniji, recimo REM, ki te deluje, a veste, to je največji paradoks, deluje na podlagi evropske zakonodaje, ki je v veliki meri že srpska zakonodaja, ki je evropsko harmonizirana, ampak izvedba te zakonodaje je pa absolutno v nasprotju s tem, kar je duh zakona, in se zlorablja za politično obračunavanje, za kontrolo. Recimo tak primer je bila pravosodna reforma, kjer se je Vučić hvalil, da zdaj pa zagotovljena neodvisnost sodišč pa tožilcev in so imeli tisto afero, če se še spomnite, morda z Elektroprivreda Srbije, ko se je razkril škandal, sta dve pogumni tožilki krenile v preiskovanje in kaj se je zgodilo? Odstranili so jih. In tam se je jasno pokazalo, ampak zakonodaja je bila pa celo potrjena na referendumu in je bila usklajena z evropskim pravnim redom. To je ta današnja Srbija. Neke vrste farsa. Farsa, izigravanje. In to je tisto, kar tukaj postaja pomembno vprašanje. In tega se zdaj v Evropi vedno bolj zavedajo. Torej, vi ste, bi vseeno rekel, nekoliko optimističen za ta konec Balkana, bolj kot bi bil kdo drug. Imamo pa še problematične točke, recimo Srbija, Kosovo, Albanija in tako naprej, srbski vpliv v Črni Gori. Kje smo pri tem zdaj v luči vseh globalnih razmer? Ja, moja ocena je, da prihodnost miru na Zahodnem Balkanu bo pravzaprav odločalo dvoje. Eno je sicer vprašanje, kaj se bo zgodilo v Črni Gori, kjer Črna Gora je tarča, bi jaz rekel, kar poskusa, če ne rečem tako, sovražnega prevzema. Dogajajo se čudne stvari. Če gledamo, zadnji obisk, mislim, da je bil zunanji minister v Srbiji, črnogorski, kjer je visela samo srbska zastava. Potem imamo predsednika parlamenta, ki daje čudna politična sporočila in tudi daje neke simbolne, bom rekel, sporočila, da se čuti bolj Srba kot pa Črnogorca. Tako da tudi ta vlada, ki je zdaj oblikovana v Črni Gori, je nestabilna in vprašanje, kakšna bo prihodnost. Drugo vprašanje, ki je tukaj odprto, je pa seveda prihodnosti Kosova. Zdaj vsi govorijo o tem, da rešitev kosovsko-srbskega vprašanja je ključno. Jaz mislim, da je tukaj vprašanje malce širše. Vprašanje je sestavljeno takole. Prihodnost Zahodnega Balkana definirajo ureditev razmerij med Kosovom in Albanijo in Kosovim in Srbijo in vprašanjem Črne Gore. Z drugimi besedami, ali bo Črna Gora ostala kot samostojna suverena entiteta? Kaj bi pa lahko bila drugače? Ja, saj smo že imeli Zvezno republiko Jugoslavijo, če smo pozabili. To se je zgodilo z NATO-vim intervencijo, takrat je potem sledil razpad in konec te skupnosti. Torej, tukaj nekateri v Srbiji še vedno sanjarijo to. In tudi tisto, kar me zdaj skrbi, rekel sem jaz optimist. Seveda sem optimist v določeni meri, ampak sem pa hkrati realist. In zdaj tisto, kar me skrbi, je, da predstavniki Srbske napredne stranke v Srbiji so začeli zopet kazati tri prste, kar pomeni, da se je
Vučićeva politika zdaj usmerila v to, poskusil je z diskreditacijo tega gibanja, začel je tudi z nekaterimi aretacijami, potem je to poskušal not pripeljati Kosovo, pa ni šlo, zdaj pa gre očitno v smeri tega trdega, tradicionalnega, bom rekel, mitološkega srbskega nacionalizma, ki bi se lahko namesto v Bosni, ker v Bosni bi to pomenilo neposredno spor ali pa spopad preko euforija z tako Združenimi državami Amerike kot z Evropsko unijo, v Črni Gori tega momenta ni. Pri Kosovu je pa seveda vprašanje, in to vem, da bodo mnogi Kosovari malce jezni, kar bom zdaj rekel, je, ali bo Kosovo ostalo kot samostojna država ali bo to postal del nekega širšega prostora, neke združene arabanske države. Jaz vem, da bom obtožen, da jih obtožujem velike Albanije, ampak veste, predsednik vlade Kosova glasuje na albanskih volitvah parlamentarnih. In tudi pogovore, ki sem jaz imel, so bili tako milo rečeno nekonkluzivni. Kakšna je prihodnost? Torej, če se to začne odpirati, in zdaj, če bi, ko smo prej govorili o Trumpu, da bi nekdo šel z neko veliko formulo reševanja tega vprašanja, potem pa smo lahko na zelo tankem ledu, recimo, da potem se odpre združevanje Albancev v eno državo in potem je to vprašanje Zahodne Makedonije. Oziroma zahoda Severne Makedonije. Vem, zdaj sem bil pa politično nekorekten, velikokrat sem, se pravi Severne Makedonije. Za mene je to še vedno Makedonija, potem lahko odpre. Jaz upam, da ne bomo krenili po tej poti in tukaj računam pa vendarle na aktualnega ameriškega zunanjega ministra, da bo to preprečil tisto idejo, ki je že bila, če se spomnimo iz prvega mandata o menjavi ozemelj na severu Kosova, za delo, da gre tisto del severno od reke Ibar v Srbijo, južni del potem pa ostane v Kosovu. In vzeti ozemeljske menjave bi odprle Pandorino skrinjico. Torej, vi bi rekli, da je gospod Rubio, torej ameriški zunanji minister, razmeroma kompetenten član Trumpove administracije? V tem pogledu računam, da je. Tudi nekatere poteze, ki jih imel izjave so, ampak seveda, veste, zdaj, če bo on moral dokazovati lojalnost predsedniku Trumpu, bo potem verjetno sprejemal tudi manj razsodne odločitve in tega se mogoče malce bojim. Ampak recimo, da nismo še tam in da do tega ne pride. Ali se bližamo koncu nemirov, spopadov, vojne v Ukrajini? Ja, zdaj to je vprašanje za $1 milijon ali pa evrov. Jaz mislim, da bomo prišli neki točki do zmanjšanja intenzivnosti spopadov. Bo pa usoda Ukrajine odvisna, in to se je zdaj pokazalo, od širšega dogovora med predvsem Rusijo in pa Združenimi državami Amerike. To je zdaj že jasno. Zdaj to je na mizi. Te prve pogajanja so bila neuspešna, potekajo ta tehnična pogajanja, na tehnični ravni pogajanja med zaupniki, tako z ruske strani, Putinove je predstavnik danes ravno zdaj v Washingtonu, in tudi ameriške strani je tudi predstavnik zaupnikov, se pravi, se pogajajo, in jaz mislim, da se ne pogajajo samo o Ukrajini. To se treba zavedati. Pogajajo se o bodoči svetovni ureditvi. Deloma o delu bodoče svetovne ureditve. Jaz bom rekel zdaj tako, zdaj to v javnosti, do zdaj nisem niti nisem želel govoriti. Mi smo zdaj v eni točki, ko so zadeve pravzaprav povsem odprte. Zdaj Kitajska je dobila najvišje carine, 56%, če se ne motim. Tisto vprašanje, ki mene zdaj tu skrbi, je, tudi če pride do nekega zbližanja med Rusijo in Kitajsko, je seveda vprašanje, to sem že večkrat poudaril, do kje bo segala tako imenovana ruska interesna sfera. In to ne samo v Evropi. Tukaj v Evropi bo zelo pomembno, ali bo to naša vzhodna meja Evropske unije, ali bo to tista meja, kjer bo recimo neka meja prekinitve ognja med Rusijo in pa Ukrajino. Tega bo odvisno marsikaj. Tudi Balkan bo potem lahko, bom rekel tako, če bo Ukrajina obstala po nekem zahodno-nemško-južno-korejskem modelu, potem je prihodnost v evropskem prostoru relativno predvidljiva in stabilna. Če temu ne bo tako in bomo dobili, in to je Putinov cilj, neko satelitsko ureditev, neko marionetni režim v preostanku Ukrajine
in bodo Rusi lahko neposredno prišli do meja držav, kot so Slovaška, Madžarska, Romunija in Bolgarija. Ne pozabimo, Bolgarija je relativno nestabilna država v tej zgodbi. Potem se bi tudi dinamika lahko na Zahodnem Balkanu spremenila v slabšo smer razvoja. Pa se vi strinjate, da torej na nek način s trditvijo nekdanjega slovenskega predsednika Türka, da je Ukrajina vojno izgubila? Jaz sem to že večkrat poudaril, zdaj tukaj se ustvarja nek konflikt med nami. Ne gre za konflikt, gre za različne poglede. Jaz ne morem reči, da je Ukrajina izgubila vojno, ker Ukrajina bi lahko vojno izgubila februarja 2022. Takrat je bil plan ruski na nek način malce razširjena, ne razširjena, malce bolj brutalna različica, če pogledamo intervencijo Varšavskega pakta leta 1968 na Češko-Slovaško, podoben model, vdor oklepnih kolon in pa zasedbo letališča. In tako je padla takrat recimo Češko-Slovaška. To se tu ni zgodilo, tukaj so umanjkale te zdrave sile v Ukrajini, ki bi prevzele oblast. Kako blizu smo bili, jaz ne vem, ne znam oceniti, nekateri pravijo zelo blizu tega, da bi padla, takrat Ukrajina ni padla. In s tem svojih ciljev Putin ni dobil, zato se je Putin v novembru 2022, oktober 2022 pregrupiral vojaško. Vemo, da se je umaknil izpod Kijeva in začel odpirati to fronto, ki zdaj poteka praktično od beloruske meje pa vse tja do Črnega morja. Tako da jaz vojne ona v tem vojaškem pomenu besede ni izgubila. Je pa izgubila ozemlja nekaj. Ne? Je izgubila ozemlje, tisto, kar je izgubila, jaz bi rekel, izgubila je ključnega partnerja in zaveznika, ki zdaj z njenim ozemljem in z njeno prihodnostjo trguje za više interese oziroma za više cilje, ki jih ima. O katerem partnerju to govorimo? Govorimo o državah Amerike. Amerika zdaj pravzaprav Amerika trguje z dvema stvarema v odnosu z Rusijo. Trguje za Ukrajino, ki jo je očitno pripravljena prepustiti neki ruski interesni sferi. Hkrati trguje za tem, da bi Rusija ali se oddaljila od Kitajske ali se bi postala nevtralna v primeru napetosti med ZDA in Kitajsko. In tukaj zdaj te carine zelo povečujejo pritisk na Kitajsko. Cilj teh carin mislim, da je notranja destabilizacija Kitajske, ker Kitajska ima že zdaj določene izzive, gospodarske, socialne in še druge. In zdaj, v bistvu, pravzaprav se kitajska oblasti že zdaj predvsem ukvarjajo z notranjo dinamiko. Ne? Ni toliko to, da ne bi želeli napadati Tajvan, ker njihovo presečni leto je bilo 2025, pa so zdaj to premaknili v prihodnost, zato ker želijo notranjo stabilizirati zadeve, ker tudi Kitajska je na nekem razvojnem prelomu. Ne? Do zdaj je bila predvsem država, ki je izvažala, in zdaj bo poskušala seveda tudi zaradi teh pritiska, teh carin, se bolj, bom rekel, da postane Kitajci večji potrošniki, če tako povzamem. Tisto, in se pravi, je že ta moment, in jaz mislim, da tukaj bodo ZDA pač poskušale, se pravi, da če pride do te konfrontacije, da je pač Rusija nevtralna, in zdaj vprašanje, kaj vse so za to pripravljene ponuditi. Če se izteka... In pa seveda, še to sem pozabil, seveda vprašanje, ki ni tako nepomembno, in ga so nekateri na začetku jemali za hec, to je vprašanje, kaj se bo zgodilo z Grenlandijo. Grenlandija očitno je neka prevzemna tarča, in jaz tukaj mislim, da te njegove napovedi Trumpove je treba imati skrajno resno. Kaj se pa lahko zgodi, da bo... Potem ni več NATO, potem je konec, potem ni več kolektivne obrambe. Kakorkoli obračamo, Grenlandija je formalno del Danskega kraljestva, kraljevine Danske. Danska je bila ena najtrdnejših ameriških zaveznikov in to bo povzročilo, po moji oceni, vse obrambne sistemi kolektivne obrambe, kot je NATO ali vojaške zveze, temeljijo tudi na pomembni meri na zaupanju. Torej, vi dejansko predvidevate desant ZDA na Grenlandijo? Tudi, če ne bo desant, ali tudi, če bo priključitev, karkoli bo povzročilo prelom v severnoatlantskih odnosih. Mislim, praktično ne vidim načina, kako bi mi lahko potem se pretvarjali v Evropi, da se nič ni zgodilo. Kolikšna odstotna verjetnost je, da utegnejo ZDA zasesti Grenlandijo? To je zelo, ne želim špekulirati. Težko rečem v tem trenutku v odstotki. Več kot pol? Bojim se, da smo čez pol. V redu. Ker zanimivo je to, recimo, da je tudi Putin v svojem govoru in svoji izjavi v Murmansku
nedavno to izpostavil. Torej, očitno je, da se Rusi in Američani pogovarjajo, se Ruska federacija in Američani pogovarjajo v bistveno širšem naboru tem, kot je pa samo Ukrajina. Ne? Imamo še 5 minut časa. Leto 2026 se približuje, govoriva o Sloveniji ta hip. Kdo bo zmagal na slovenskih volitvah za državni zbor? Vse ste politični analitik, veliko ste tvegali že zdaj, 50% verjetnost ali več, da se lahko zgodi priključitev Grenlandije ZDA. Torej, to je malca potem povedati kaj o tem, kako se bo končala zgodba Roberta Goloba v Sloveniji. Ja, zdaj to je zelo nehvaležno vprašanje. Tisto, kar vem, je, da bo porazdelitev političnih sil v Sloveniji bolj podobna letu 2018 kot pa letu 2022. Se pravi, bomo imeli parlament, ki bo bistveno razpršen, bo več strank. Koalicijo sestaviti bo bistveno teže. Jaz mislim, da bo vsekakor potrebno odgraditi politično koalicijo, ki bo vključevala, bom rekel, stranke iz nasprotnega pola. Torej, a ste lahko kaj bolj konkretni? Ja, odvisno je zdaj, kaj se bo zgodilo na levem polu. Če pride do nove politične pobude, nove stranke, potem bomo imeli zelo verjetno levo-sredinsko vlado z močnim, recimo desno-sredinskim elementom. Če do te ne pride, bomo imeli desno-sredinsko vlado. Torej, govoriva o tem, ali bo predsednik vlade desno-sredinski Janez Janša, ali na levi strani, kdo bi bil predsednik vlade, na levo-liberalni, ali govorite o Robertu Golobu ali o Vladimirju Prebiliču? Če bo Vladimir Prebilič nastopil na volitvah, jaz bi stavil bolj na Vladimirja Prebiliča. Res? To je moja ocena v tem trenutku. Vidva sta z Vladimirjem Prebiličem tudi profesionalna kolega. Oba dva sta obramboslovca. On je kako leto starejši od vas, ampak sta sopotnika. V kakšnem kontekstu vidite potem svojo kariero? V tem trenutku jaz bom rekel takole. Prva odločitev, ki jo mora sprejeti, seveda je Vladimir Prebilič, da se bo šel v to zgodbo. Ne? Ampak oba dva ga poznava in verjetno bi bilo naivno misliti, da ne bo sprejel tega izziva. Jaz nisem tako zelo prepričan v to. Pa se v Bruslju ni tako fino. Res je, da zaslužiš več denarja, samo nisi doma, skozi moraš biti na letalu. Ne gledam na to, bom rekel, to, kar sem poskušal, lansirati v smislu, da je ugodno življenje. Ni ugodno življenje, je pa velika odgovornost. In toliko pa poznam Vladimirja Prebiliča, toliko časa poznava, da bolj kot v tem, ali kaj to pomeni z vidika finance in materialnega položaja, bolj razmišlja v smislu odgovornosti, tveganj, ki so s tem povezane, biti v slovensko politiko na ta način, kot nekateri že vidijo kot morebitnega novega voditelja, kot nekoga, ki bo pomembno sooblikoval to politično prihodnost Slovenije, glede na kontekst, v katerem je Slovenija v tem trenutku, glede na vse, kar je pred nami, ker to pri oblikovanju, o katerem sem prej govoril, tudi znotraj Evropske unije ne bo tako enostavno, je to velika odgovornost. Vsekakor. Ampak to, zakaj se mi izmikate? Ne, jaz se ne izmikam zato, ker ne rad rečem, veste, nekaj stvari, v katere nisem 100% prepričan. Veste, ko bo on... Če ste povedali, da je večja kot 50% verjetnost, da bo Grenlandija postala del ZDA, pa že lahko kaj poveste o Vladimirju Prebiliču? Lahko povem, se pravi, definitivno je on lahko nosilec, jaz bi rekel, ene alternative politične znotraj levega pola za vse tiste volilce, ki jim se morda v tem trenutku ne vidijo neke izbire med obstoječimi, ampak gledajte, to je njegova odločitev, on je tudi sam to večkrat povedal, in dokler ti dokončne odločitve ni, je to špekulacija. Pri Grenlandiji je lažje, tam vemo, kaj je J.D. Vance povedal. Dobro, torej, če bi bil Prebilič, kakšna koalicija bi to bila? Kje je v tem kontekstu Robert Golob? To bojo pa odločili volilci. Volilci bojo volili, če bo prišlo do tega, kar sem jaz napovedal, ampak tukaj je to potem seveda odločitev Roberta Goloba. In seveda jaz verjamem, da če bi prišlo do takšnega rezultata, da bi bil lahko mandatar Vladimir Prebilič,
potem bo seveda stvar političnega dogovora. Torej, vi računate s tem, da Prebilič ne bo prevzel Svobode, ampak dobil neko svojo lastno stranko, morda celo novo? Ja, mislim, da ta opcija prevzema Svobode je absolutno izven vsakršnega vprašanja. Torej, nemogoče. Jaz ocenjujem v tem trenutku, bom rekel, glede na to, da poznam recimo oba akterja, niti prvi, bom rekel, predsednik vlade na to ne bi pristal aktualni in tudi mislim, in ocenjujem, da tudi Vladimir Prebilič tega ne bi naredil. Pa si predstavljate doktorja Goloba kot recimo ministra za energetiko v vladi doktorja Vladimirja Prebiliča? Tukaj bom pa rekel tisto, kar smo učili na FDV-ju, na prvi uri politologije: politika je stvar možnega in mogočega. Jaz pa mislim, da dr. Golob nikoli ne bi privolil to, da bi bil minister v Prebiličevi vladi. Ali menite, da je moja ocena povsem napačna? Veste, težko je ocenjevati, kaj se bo zgodilo, ko bomo pred nekaj... Se govoriva o moji oceni. Jaz mislim, da vsak premisli in potem se odloči. Veste, zdaj govorimo o nekem hipotetičnem kontekstu, ko je pa človek le postavljen pred neka dejstva, tudi jaz streljam iz svoje osebne izkušnje, se odločaš v tistem trenutku. Torej, to je zadnje vprašanje, ker se nama je že iztekel čas. Pravzaprav govorite o tem, da bi šla skupaj Prebilič, Logar, NSI in mogoče še kdo drug, nikakor pa ne Janez Janša. Če pa ne gre to skupaj, je pa Janez Janša z NSI-jem in Logarjem. Če bo dovolj glasov v slovenskem parlamentu, ja. Ok. Hvala vam lepa, dr. Grošelj. Vse dobro, se vidimo. Hvala tudi vam za prijeten pogovor. Poslušali ste 4. epizodo Frankloskopa. Vabimo vas, da se naročite na naš kanal, tako ne boste zamudili prihodnjih epizod.